V tekmi proti Nemkam, ki so bile na koprski Bonifiki boljše kar s 13-0, se je naša reprezentanca na stadionu ob jezeru v Velenju spet pomirila s primerljivimi nasprotnicami. Jerke so sicer po uvodnih 2 krogih z remijem proti Hrvaški in zmago proti Slovakiji nam priigrale točko več od naših, ki so v prvem krogu presenetile zmago na Slovaškem. Nova zmaga je bila tako rekoč nujna za ohranitev stika z drugim mestom v skupini 1, ki ponuja možnost za nastop v dodatnih kvalifikacijah. Ampak ekipa s posameznicami, ki igrajo v nekaterih zvenečih evropskih klubih, kot so Arsenal in Freiburg, je hitro pokazala svojo udarno moč. V veliki meri je na razplet z gladko zmago gosti vplival že vodilni zadetek, ki ga je Fiona O'Sullivan zabila v 12. minuti, ko je v naši obrambi nastala prva usodna vrzel. Po nekaj dolgih minutah igre okrog sredine igrišča so Slovenke na polovici polčasa priigrale prvo priložnost, a je Kaja Jerina merila mimo gola. Ko se je prvi polčas nagnil v zadnje minute, pa še ena podaja v kazenski prostor in hitra Ajno Gorman, ki je pretentala slovensko obrambo in z natančnim strelom matirala Čevnikovo. 0:2 in jasni obrisi končnega razpleta. V zadnji minuti prvega polčasa bi se sicer lahko Slovenke vrnile v igro, ko je po najlepši domači akciji do strela spet prišla Jerina in Emma Byrne je morala pokazati svoje spretnosti, da je preprečila zadetek. Priložnost, kakršna se ni več ponovila. Pred tekmo smo pričakovali več, pripravljali smo se za več, ampak enostavno danes v tekmo nismo šli tako, kot je pri nas v navadi. Zdaj premalo je bilo agresivnosti, premalo je bilo ekipnega branjenja. Stali smo predaleč od nasprotnic, potem pa spet dobile poceni zadetke, tako kot se nam že dostikrat dogaja. Enostavno želeli smo več, vedeli smo, da Irska je premagljiva, ampak nismo bile danes prave. Ne vem, enostavno treba malo zdaj prespati, malo to zadevo analizirati, pomisliti, kaj je bilo narobe, kaj je treba boljše narediti, ampak predvsem mislim, da je bilo predvsem tukaj premalo agresivnosti, premalo odločnosti, pa pač poceni zadetki. Lahko rekli, da so Jerke močnejša reprezentanca? Niso močnejša reprezentanca, vendar danes so imele več sreče. Morda si priigrali tudi nekaj boljših priložnosti kot mi, vendar kot sem rekla, one so svoje izkoristile, meni nismo. Tu je torej akcija iz prve minute drugega polčasa, ki je dokončno zaprla tekmo. Po podaji pred vrata spet premalo odločna slovenska obramba, Julie Russell in nato Denise O'Sullivan in še tretja žoga v mreži izbrane vrste selektorja Damire Roba. Izhoda ni bilo več, Jerke so bile vendarle premočne. Ja, ta tretji takoj na začetku polčasa nas je res presekal, ampak mi smo do konca garale, nismo se predale, verjeli smo, da lahko se tudi še kaj obrne, ampak enostavno danes ni bil naš dan. Neki priložnosti smo imeli, ampak to vse je to nekako premalo, da bi na taki tekmi, da bi lahko pričakoval, da bo še 3 zadetke dosegel. Predvsem pa mislim, da tukaj, ne vem, enostavno mislim, da v fazi obrambe smo bile danes preslabe, preveč puščale nasprotniku prostora in to je potem pač privedlo tudi do teh 3 golov. Ja, pripravili smo se, da krenemo v drugem polčasu bolj odločno, ko pa dobiš iz prvega napada v drugem polčasu zadetek, potem pa se zelo težko zbrati naprej. V drugem delu torej še nekaj strelov proti vratom ter prizadevanje slovenskih reprezentantk, da bi dosegle vsaj častni zadetek. Glede na to, da niso popuščale, ampak so vztrajale do konca, bi si ga nedvomno zaslužile, a je zadnji žvižg izraelske sodnice Asulinove potrdil neizogibno dejstvo, da Slovenija in Irska vendarle ne sodita v isti kakovostni razred. Ja, Irska je v tej tretji jakostni skupini, tu so še Rusinje, moramo se zavedati in na vsaki tekmi poskušati narediti največ. Z drugim zaporednim porazom so Slovenke ostale pri 3 točkah, Irska jih ima sedaj 7. Drugo mesto se je oddaljilo, ni pa še predaleč.
Ja, seveda, mi ne bomo obupali, mi gremo itak tekmo po tekmo. Vsako tekmo se posebej pripravljamo, vemo, da skupina je težka, vsaka tekma je težka. Mi bomo do konca kvalifikacij igrali maksimalno, ne glede na to, na kjere bomo, kako bojo nasprotnice igrali, tako da niso nič izgubljenega, ampak treba je pač popraviti stvari, ki smo jih zdaj delali danes predvsem narobe, pa upa, da bo pol boljše. Ni še nič izgubljeno, smo še na začetku kvalifikacij, tako da, kot sem rekla, mi gremo naprej na nove točke. Slovenija bo s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2015 v Kanadi nadaljevala aprila prihodnje leto. Neposredno se na ženski mundial uvrstijo zmagovalke 7 kvalifikacijskih skupin, 4 najboljše drugovrščene reprezentance pa gredo v dodatne kvalifikacije.